Zdaj, tako je uvodoma, ker vem, da bi vsi želeli vedeti še tisto, kar jaz sam ne vem, ampak da vam zelo jasno povem, zato ker vidim, da se tako ali drugače spreobračajo moje besede. V tem trenutku ni nobene možnosti, da gremo v koalicijo. To napišite zelo jasno. Ker ne želim, da se tako ali drugače naša stališča spreobračajo in poskušajo tako ali drugače interpretirati. V tem trenutku ni nobenih možnosti, da gremo v koalicijo. Začenjamo pa danes v stranki z razgovori oziroma z analizami teh volitev. Kakšne so bile, kje smo bili, kakšne napake smo naredili, kar smo naredili prav, torej danes z kolegijom predsednika. V četrtek je sklican izvršilni odbor in v torek glavni odbor, ki bo potem dokončno tudi sprejel takšno ali drugačno stališče. Tako da ne bi želel, da se tako ali drugače sprevačajo naša mnenja. Smo pa v Slovenski ljudski stranki ne enkrat, ampak vsaj 100-krat povedali, že pred volilno kampanjo in v sami volilni kampanji, da kakršnakoli koalicija že bo, in to sem povedal tudi na zboru za Republiko, mimo grede, če ste bili tam, kakršnakoli koalicija že bo, bo to premalo za Slovenijo. Slovenija v tem trenutku potrebuje več, potrebuje, ne bom rekel, odlično sodelovanje, ampak dobro sodelovanje med koalicijo in opozicijo za dobro te države in slovenskega naroda. In Slovenska ljudska stranka bo, kjerkoli se bo že znašla, ali v koaliciji, ali v opoziciji, imela konstruktivno držo, pa ne samo pri besedah, to vi dobro veste, da znamo tudi pri dejanjih biti konstruktivni, takrat, ko to ni enostavno, in bomo to tudi počeli. In vam lahko povem, da bomo marsikaj od predvidenih ukrepov, ki se že zdaj kažejo, da jih bo potrebno sprejeti, tudi sprejeli. Zato, ker se zavedamo, da to država potrebuje. Tudi, če bodo nepopularni. Od interventnega zakona do pokojninske reforme, do zdravstvene reforme in še kaj bi prišlo zraven. Bomo konstruktivno sodelovali pri tem pripravi, tako kot smo sodelovali pri pripravi zadnje pokojninske reforme, ki je žal padla. Povabljeni smo na pogovor, imamo nekaj terminov, nismo se še dogovorili za termine, jaz bom na termin šel, ker se mi zdi prav, da če te nekdo povabi na pogovor, da greš na pogovor. Pogovore bomo potrebovali, ne pogovore, kulturen politični dialog bomo potrebovali, strpen politični dialog in sam in tudi naša stranka, Slovenska ljudska stranka je na to pripravljena in se zaveda resnosti situacije in temu primerno se bomo tudi odnašali. Je pa res, to pa morate priznati, da je seveda zdaj iniciativa na tistih, ki so zmagovalci, ki so dobili močne rezultate. Seveda pa se v Slovenski ljudski stranki absolutno zavedamo tudi svoje odgovornosti. Pred to pa ne bežimo. To je bila izjava, če mogoče kakšno hitro vprašanje, potem pa bomo kar mogli zaključiti. Imam vprašanje, ampak dvomim, da gospod Šterjak povedal kaj več v koaliciji. Jaz sem zdaj povedal stališče takšno, kar je, ker ne bi želel, da se tako ali drugače manipulira. A lahko poveste 3 razloge, zakaj ne greste? Torej v tem trenutku? V tem trenutku. Kaj pa jutri? Ja, to pa, gledajte, v tem trenutku je situacija takšna. Gledajte, točka, ki je za nas problematična in to se je tudi izkristaliziralo med samo kampanjo, je seveda dvig DDV-ja. Mi menimo, da preprosto državljank in državljanov in slovenskega gospodarstva za dvigom DDV-ja ne moremo obremeniti, ne smemo obremeniti. Poslovno okolje je že tako ali tako nekonkurenčno. Sami smo izračunali, ker smo se namreč tudi v stranki, sami stranki, ko smo pripravljali svoj delovni načrt,
ukvarjali za to idejo. Vse to ni ideja, ki bi padla kar z neba. Tudi mi smo se z njo ukvarjali, preračunavali. In naši izračuni kažejo, da 1% točka v primeru te višje stopnje pomeni 30 do 40 evrov na osebo dodatnih stroškov na leto. Jaz verjamem, da to mnogim ni problem. Mnogim pa je to velik problem. Mnogim pa je to velik problem. In problem bo tudi gospodarstvo. In večkrat sem dejal, pred dvigom DDV je potrebno narediti še marsikaj. Najlažje je dvigniti DDV, ker se seveda to zadeva porazdeli in se nič ne poznaje, nikjer se nič ne, skratka, zadeva ne problematična. Jaz pa pravim, ja, je problematična. Je potrebno narediti vse, da bomo gospodarstvo razbremenjevali, ne pa ga še dodatno obremenjevali in ga delali še bolj nekonkurenčno. Jaz sem za vas vprašanje za odmeve na drugo temo in sicer, kakšno je vaše stališče do tega, da bi šel zakon o nezdružljivosti poslanske in županske funkcije v ustavno presojo? Da ali ne? Glejte, zakon je bil sprejet tako, kot je bil sprejet. Mi smo takrat bili skeptični do tega zakona, če ga bo kdo vložil, ga bo vložil, mi ga zagotovo ne bomo vlagali. Vi ste proti takrat, ne? Mi smo bili takrat proti, ker se nam zdi, da smo naredili krivico enemu delu ljudi v Sloveniji. Torej, po nepotrebi. Pa se vam zdi prav, da ga je ustavno presojal? To bodo pač presodili tisti, ki bodo vložili. Mi ga ne bomo. Hvala za vašo Se vam zahvaljujem, da ste prišli.